Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o partnerstvu. V moji družbi pa trije izjemni in moram reči, da jim resnično zaupam, kajti njihove vsebine grejo res globoko. Grejo tudi mimo našega uma, mimo našega ega in pridejo vse tja do srca. In meni so njihovi nasveti že velikokrat pomagali in vem, da bodo lahko tudi vam. Kajti to so tudi tisti trije, ki bodo z vami na prihajajočem vikendu za dušo, ki je namenjen predvsem partnerjem. Torej, namenjen bo partnerstvu in opolnomočenju ravno v partnerstvo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. V moji družbi torej Edita Tomič, učiteljica Theta Healinga, reikija, grafologije in pa osebna svetovalka. Andrej Pešec, predavatelj in pa svetovalec, in Špela Gornik, holistična in partnerska terapevtka, ki je znova ponovno v Sloveniji. Zelo smo veseli temu. Prej si ustvarjala bolj v Angliji, ne? Zdaj si se pa zaradi korone spet preselila nazaj v Slovenijo. Ja, tako je, ja. Odlično. Smo veseli, da boš to znanje delila tudi med Slovence. Torej, danes bomo govorili o partnerstvu nasploh. Všeč mi je bilo, Edita, kaj si vse napisala, pa tudi Andrej, ti, ne? Bi se rada naučil dotakniti srca in ne ego moškega oziroma ženske. Se pravi, kaj? Mi dost gremo na to ego igro bolj v tem smislu, si to mislila? Ženske imate intuicijo neverjetno dobro, točno veste kaj, oziroma lahko delate čudeže s to intuicijo. S tem, da pri moških je tako, da ali operirajo pri nas zgornji centri ali pa spodnji centri, se pravi ali polno razum ali filozofija ali pa sentiment, emocije oziroma ego človeka. In zato je zelo znak inteligentnih oseb, na kak način komunicirati, pakirati. Včasih reči, ker pa jaz ne morem tako, jaz taka pač sem. Razumem, ampak če imaš res človeka rada, daj probi malo tako kot v šoli. Lahko zadeve poveš na 100 načinov, lahko pa probaš tako približati ljudem, da je lahko nekaj vidi. Daj pa ti še kaj sam naredil, bom pa Francija poklicala, bo pa on zamejal tole. In hitro zna človek v žile ven stopiti. Zato verjamem, da je, ja, s tem, da moški vse tisto, kar dobi preko ženske, so lekcije, katere imamo se še za naučiti. Reče se, če bi rad spoznal, kdo si. Ne rabiš delati javnomnenjskih raziskav, pa ne vem kakih anket, vpraši tvojo drago damo, pa ti bo ona vse v obraz povedala. Ona dobro ve, ne? Ona točno ve, kdo si. Edita, ti si zelo zanimiva na slovenskem trgu, kaj ti večinoma imaš tudi moških, a ne? Več moških kot žensk, ne? To je zanimivo, a ne? Ampak vseeno na tale vikend bojo verjetno ženske moške zvlekle, a ne? Ja, po vsej verjetnosti, ne. Jaz upam, ne, da bojo moški tudi prišli, ampak predvsem si pa želim, da te ljudje, ki bojo prišli na ta vikend, da dobivajo recepte, kako sebe spremeniti, ne pa, da bojo pisali recepte, kako bojo doma spreminjali partnerja ali partnerico. Predvsem to, ne. Sam je to ena taka igra, ne? V tem smislu, kakor ne, jaz se zdaj ne bom spremenila, zato ker jaz taka sem in on to more spremeniti, pa pol po drugi strani, mislim, je malo... Seveda, ne, ker najlažje je, najlažje je spreminjati druge, ampak mi se moramo zavedati, da tisto, kar nas moti na partnerju ali partnerici, je naš problem, ne. Ampak je pa tukaj zelo različno. Moški so zelo logični, prizemljeni in pa tudi zelo duhovni, vendar tudi zelo čustveni, vendar iz tega ne naredijo dramo, ne. Ženske pa ponavadi iz tega naredimo dramo, ker pač bolj delujemo iz čustev in tukaj je pa tudi potem še različna faza, ko prehajamo iz otroškega uma v odrasli um. To se dogaja od 28. do 40. leta in ženske imamo po naravi, po genetiki to vzgojo prirojeno, vzgojo otrok in če nimamo otrok, začnemo partnerja. Moški malo kasneje pridejo in tukaj pride do stika. En bi se zabaval, pa še vedno vse na juhuhu, eden bi pa vse to reht, ne. In tukaj dostikrat pride do teh nesoglasij, ker se ne razumemo, ne. Kar pa
se tiče samega duhovnega napredka, v tem smislu, a ne, ženske ponavadi se prej odprejo, grejo prej v te globoke teme, pa tako naprej in mogoče, ne vem, ko se ženska ukvarja z ezoteriko, se on ukvarja z andropauzo, pa z športnim avtomobilom, ki si ga želi. Kako je s tem, glede na to, da je to tudi tvoja tema na Vikendu za dušo, v tem smislu osebnostne rasti pa povezava v samem partnerstvu? Ja, ženske v 21. stoletju zahtevamo precej več od moških, kot so naše predhodnice. Veliko ljudi danes dela na sebi, a ne? In večina teh ljudi je žensk. In nekako pogrešajo, da bi tudi moški se jim pridružili pri teh zadevah. A ne? Drugače je pa tako zelo zanimivo, ker nas že od majhnega vsi pripravljajo na to, da se bomo enkrat poročili. Nihče pa nas ne pripravi na to, da se naučimo poročati o sebi. Kaj se v meni sploh dogaja? Wow. Meni se zdi, da je najboljša duhovna rast partnerstvo. Ampak zato, da je, morata oba človeka biti sposobna komunicirati svojo realnost. In naše realnosti se zelo razlikujejo, a ne? Tako kot je Edita povedala, a ne? Ženske smo veliko bolj čustvene. Tukaj se moramo tudi vprašati, zakaj? A ne? Ker nas je svet naredil bolj čustvene, se so moški tudi čustveni. Ampak poglejte, Carol Gilligan je delala poizkuse več let, je opazovala otroke in je ugotovila, da moškim se začne zatirati čustva že pri 3 letih. Ojej. In že pri 3 letih se iz njih dela, kakšen moški mora biti, se pravi, moški ne sme svojih čustev izražati. A ne? Pri ženskah potem pride pri 14 letih, približno, ko gremo v adolescenco, da ne smemo govoriti resnice. Se pravi, da je resnica nekaj drugega, kot je. Se pravi, da mi našo resnico skozi prilagajamo okolici. In kompenziramo zmeri sebe, verjetno. Točno. In če to delamo, potem ne en drug ne more rasti. Če pa mi si dovolimo iti prav v to naravo, da vsi si dovolimo izražati in čustva, moramo se seveda naučiti, kako se to počne prek asertivne komunikacije, a ne? In da res poslušamo to naravo in da znamo to uskladiti z razumom potem. Wow. Lahko rastemo. Andrej, predavamo o hormonih in pa pomlajevanju, a ne? Zmeri rečem, lej, ženska pač hormonsko je drugačna, moški je drugačen, moški rabi moško družbo, da zniža svoj stresni hormon, rabi testosteron, ženska rabi oksitocin, rabi bolj žensko družbo, torej zelo simpel, on ne gre na pivo ali pa gledati fuzbal, ona se ne pa s prijateljcem dobi, pa naj si nohte mažejo, pa frizuro delajo, a ne? Katere so pa tiste stvari, ki misliš, da bi jih morala partnerja vendarle skupaj slišati, doživeti, in je to tudi povezano z tvojimi predavanji, z delavnicami, ki jih delaš, in na koncu tudi z Vikendom za dušo, ki prihaja, ker boste vsi trije dejansko gostovali. Jaz verjamem, da ženska ne, se pravi, stresni hormon se pri moških se v stiku z damo se ne spremeni samo to stanje v telesu, ampak tudi kakšno drugo, in tudi na račun tega včasih so naše emocije še posebej zmedene, kadar smo pretirano v damski družbi. Sploh proces vzgoje je večinoma povezan s tem, da smo ogromno časa skupaj ali s profesoricami, ali kasneje, ko se puberteta odpre, spet na drug način in mentalno in fizično v damski družbi. Verjamem tudi to, da moški delamo na sebi ali pa delajo na sebi, s tem, da mi delamo to diskretno. Recimo na Facebooku večina dam, ko posluša lekcije, delajo iz tega nek mali šov, dober dan, pozdravljeni iz tukaj, kako ste. Moški diskretno poslušajo, ker se že na Facebooku vidi gor krogec, kdo posluša. Moških ogromno na YouTubeu posluša posnetke lekcij, ne zato, ker tam lahko on v svojem miru to dela in v svojem tempom tudi. Na enem izmed seminarjev sem vprašal dame, kaj vam je bilo všeč od stvari, ki sem jih danes povedal, in ena me takle gleda. Pa reče, sploh ne vem točno, kaj si govoril danes, ampak tako lušno te je bilo poslušati. Torej, dame daje zelo veliko na to. In moški dvomijo veliko več. To je znak tega, da je znak inteligence. Včasih dama reče, pa kaj si tako skeptičen? Pa hvala Bogu, da sem malo v teh čudnih cajtih skeptičen, ker imaš ljudi in v religioznih krogih in ni da nikje, neko te bojo hoteli malo krog prej. In to je šibkost dam, sploh v mlajših letih, kar pretirano predvsem iz emocij funkcionirajo. Verjamem pa, da kaj bi mogli imeti skupnega, predvsem cilj bi naj bil skupen. Če v odnosu veslam jaz v eno smer, ti veslaš v drugo smer, bo to glih fajn prišli do tega, da bomo fino se vrtela nekaj cajta, ne malo pogrezljena za na par metrov, ne navzdol, prišli bomo po vprašanju kam.
Zato skupen cilj, dobri prijatelji, dobro je, če so navade, slične, moramo biti različna. Kako bomo, če imamo enega istega kot sem jaz, kaj s takim delati poleg sebe? No, to je zdaj zanimivo, ne? Rekel si neki skupni cilji, a ne? Da. Pa mi se tle že 8 sezon trudimo, da ljudi prepričamo, da si začnejo lastne osebne cilje postaviti. Zdaj pa ti bi pa že zdaj, da si kar v partnerstvu skupne cilje. Recimo, primer. Kaj bi bil recimo primer? Univerzalni skupni cilji. Delati dobre stvari za svet, pomagati, asistirati, služiti, ne nagajati. To je skupni cilj. Se pravi, razvijati plemenite božanske lastnosti, to je en izmed skupnih ciljev. Če bi pa rad jaz tam na dolnem delu posel iz smeti, se pravi, on bi rad delal posel iz smeti na Madagaskarju, on bi rad pa iz smeti hišo postavljal, se bo ta verjetno malo težko zmenila. Zato nekaj, kaj je tudi zelo priporočljivo v partnerstvu, da imata oba naravo podobno, verjetno te stvari poznate vsi, se pravi, imamo devata naravo, se pravi, božansko naravo, ljudsko pa tisto, ki malo bolj na sebe gledajo, ne, in zdaj, da imata oba, da imata podobni interes, se pravi, asistirati, dajati. Če pa eden predvsem za mentaliteto odtoka živi, to pomeni mentaliteta, kar pride kje bliz, drug je pa fontana, bi pa rad predvsem dajal. In sploh, če je odtok, najbližji mi je oseba poleg mene, vendar pa res, da sem jaz na tebe prisesal in zdaj pa dajmo, imejmo se fajn. In zato skupen cilj, se pravi, nekako živeti na elegantno in te zadeve vnaprej se zmeniti. Nam, kdo zbira partnerja večinoma, selektor, levo oko pa desno oko, pol čas pokaže, da nisem videl, da preprosto je, smo ljudje malo včasih, kupiš avto na podlagi oči samo, pa vidiš dol spodaj podvoz, tam fali, auspoha ni, manjka, tam neki pušča, pa se pa čudiš, pa nisem tega vedela, pa spet bomo lahko, danes je rekla zjutraj na eni lekciji, pravi, pa sej dobro, malo naivn biti, ampak to še ne pomeni, da ne bom jaz znanja pridobival o življenju. Če nema lahko spet izgovor, jaz sem pač bila naivna, to je izgovor, razišč ene zadeve, razišč, sploh preko takih predavanj pa take družbe, tako da. Ful fajn. Jaz se že veselim. Ja, res. Mislim, sploh tale kombinacija, vi trije ste res izjemni s svojimi znanji, tako da bo definitivno super. Smo najboljši par. Edita, poleg tega, da si za Theta Healing, pa za Reiki, si tudi za grafologijo. Grafologija je ful fajna zadeva, meni je že toliko pomagala, ampak se mi zdi, da na nek način vsej malo, odhaja v pozabo, ker ne pišemo več tukaj z roko, pa se ne podpisujemo. Ti boš pogledala tudi grafološko, se pravi pare, kako so kompatibilni, ali kaj boš videla v tem? V partnerski grafološki analizi, to je psihoanaliza, da se razumemo, to ni neka alternativa, ampak po klasični psihologiji se vidi profil človeka, v katerih točkah se ujemata in v katerih se razhajata. Kako se čustveno odzivata, kdo je zaprt bolj, kdo pokaže hitro in tako naprej. In v bistvu nekako, po mojem mnenju, je to, da se v 70% ujemamo, v 30% pa da se razhajamo. Aha, to je optimum. Ker tukaj je tista gonilna sila nekega razvoja, neke partnerske zveze, ker če je vse tako lepo polajt, tukaj je vse nekje pod preprogo in razvoja tukaj ni. To so oni pari, ki so se zmeri tukaj fajn razumeli, pa se pa samo ločijo enega dneva. Ampak, a lahko nekaj poudarim pri vsem tem, Vse je to lepo, super, ampak vsi pozabljamo, zakaj smo sploh s partnerjem. In vsi pozabljamo, in o tem se sploh ne govori, da je zelo pomembna zadeva v partnerstvu je spolnost. Ker če spolnost ne štima, partnerski odnos slej ka prej razpade in gresta vsak v svojo pot, ker pri spolnosti mi izmenjujemo DNK, hormone in pa tudi istočasno skupaj duhovno rastemo. Se pravi, ni tega ful mava fajn zakon, sam enkrat na 6 mesecev seksava. Tako je, ja. Ker ženske zelo rade v Evropi smo naredile to, da partnerje kaznujemo z nespolnostjo, ker ni naredil tistega, kar smo mi želeli. Vroče, zato vsi pravijo na teh predavanjih, prav kakšna gospa je potem razkurjena, da zagovarjam samo moške. Ni res. Jaz govorim o partnerskem odnosu, predvsem pa pozabimo, napreden gremo v partnerstvo, da si postavimo, kaj v partnerskem odnosu ne bomo prenašali.
Ne pa, da potem začnemo partnerja ali pa partnerico spreminjati. Špela, zadnjič sem imela enega gosta, ki se me je tukaj dotaknil z besedami, rekel je, govorila so tudi o vzgoju otrok. In je rekel, največ, kar lahko narediš za vzgojo otroka, je, da ljubiš svojega partnerja. In največ, kar lahko narediš za svojega partnerja, je, da ljubiš samega sebe. In je bilo tako, res močno, se pravi, kaj to pomeni, da vse, kar se dogaja, je v bistvu neka igra zunanja odnosa, ki ga imam do sebe? Kako sama gledaš na to? Ja, v prvi vrsti je seveda pomembno, kakšen odnos imamo do samih sebe, ampak to pa izhaja veliko iz tega v povezavi, v kakšnih družinah smo bili vzgajani. Ker mi nismo samostojna bitja, kakor nam Zahod skozi govori in Zahod skozi ponavlja individuum, 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 ampak mi smo v bistvu bitja odnosov. In od odnosov je odvisno, kako bomo mi znali sebe regulirati pravzaprav. V teh svojih primarnih odnosih s svojimi starši se mi naučimo svoj živčni sistem regulirati. In večina ljudi, sploh v Sloveniji to opažam, nima te osnovne regulacije živčnega sistema. In če ti te osnovne regulacije nimaš, potem tudi z drugimi soljudmi boš si postavljal na mesto mej zidove. Zdaj pa, če imaš pa ti zidove, je pa zelo težko nek pristan odnos imeti. Wow. Andrej, kaj je prava zvestoba? Prava zvestoba. Jaz verjamem, da je nažalost danes manj kot 90% ljudi zvestih partnerjev in drugem. Ko sem začel sam malo opazovati, kako sploh na subtilnem področju ali pa na področju flirta je, koliko je tukaj enega tazga belega kriminala, se včasih malo raje kam drugam pogledaš, kakor pa da sploh v kroki gledaš. Rad bi to dodal, kar je prej gospa Edita omenila, da moški, če smo odvisni od žensk v obliki tega, da ko mi čakamo, da bomo se šli z nekom fino imeti, v ženskih očeh izgubljamo spoštovanje, izgubljamo respekt. Ne pravim, da nečesa ni, niti podrazno ne. Vsega mora biti balansirano v odnosih v familiji, ampak je tudi tukaj na podlagi z drugim vprašanjem, recimo, kako sebe metrati na bazi telesa, da imaš rad telo takšno, kakršno je, da se ne čudiš, zakaj je celulit tukaj, zakaj je škrbac tukaj, zakaj je uho tako, zakaj ne drugačno, da imaš rad svoj da veš, kaj lahko ta moment preneseš, česa ne moreš, da znaš se umakniti, ko rabiš za to, da znaš meje postaviti, ko je treba, da imaš rad svoj razum, da smiselne stvari kultiviraš, raziskuješ, bereš, pa da imaš res sebe, rad sebe, se pravi, da imaš dušo tudi rad, v obliki tega, da veš, da je tvoj interes preprosto dajati, pomagati, kar lahko tudi verjamem povežemo z zvestobo in z tem, kar smo rekli prej na kratko, ljubezenski ali pa najboljši parni trije, da je skupni cilj vsakega odnosa zvestobe to, da se zavedamo, da je še nekdo tukaj zraven. Menihe, če bi vprašal, bi rekli, ali pa če bi vprašal, ne vem, svete ljudi, bi rekli, dajmo še nekoga povabiti v odnos. Če bi vprašal dvakrat rojeni, bi rekli, dajmo še Jezusa povabiti. Če bi vprašal iz templa, bi rekli, dajmo še Krišno povabiti zraven. Da je to prava zvestoba, da vemo dva, da smo tukaj, da en drugem pomagamo, da si asistiramo in ne pa, da tukaj zdaj se gremo, ne vem, se igramo neumnosti v teh 100 letih, ampak da na tak način uživamo, da in tudi emocije preko tega doživljamo krasne, da je nekaj pametnega iz tega narediš in da si zvest v prvi fazi načelom, dobroti in vsem tem, vsak s svojim tempom, pa vsak to, kot je ta moment možno sposobno prakticirati. Primer nezvestobe je preveč lepo govoriti o drugih ženskah. Sploh moški, opazujte dame, opazujte, upam, da ne bomo kjerga od moških kam potonko ste, s tem, da če moški začne govoriti o drugi ženski, večinoma je to znak, da je že, če samo pogledam, preprosto neč videl nekaj lepega, vidiš, ne vem, Eiffel stolp, vidiš sončni zahod, pogledaš naravno. Pa mal razum, ki se pa vključi, pri govoru je pa razum aktiven. Tako da je lahko na te stvari malo opazujete. Aha, če pa ženska govori o moškemu... To se pa tudi niti podrazno ne priporoča. Moški so ljubosumni celo na ženske iz prejšnjega, ne na moške iz prejšnjega življenja. Ne, zato tukaj, dajmo se kaj drugo pogovarjati. Mi pa radi en drugem nagajamo, zato rekli, to je posesivnost, ampak gledajte, to je preprosto v naravi človeški, v ogromni meri. In je zato tukaj je dobro biti malo selektiven pri tem. Ja, Madonna, danes popoldan bom iskala temo za pogovor.
Wow, ja, zabavno bo, definitivno bo Imam dinamično. občutek, da bo res. Ja. Hvala za to priložnost. Edita, če pride ženska sama ali pa moški sama, lahko kaj naredi. Seveda. Res? Seveda, pač na predavanjih, se mi zdi, da se bojo naučili, kako izboljšati svoj odnos, kako dojemati svojega partnerja ali partnerico. Začeli bojo vse razmišljati o tem, kaj je tisto, kar jih moti, in pa jaz sem pristaš tega, da ne gremo kar takoj narazen, ampak da naredimo vse prej, napreden se nekako začnemo razhajati. In na takih predavanjih v bistvu tisto, kar te bo najbolj razjezilo in tisto, s čemer se najmanj strinjaš, je dejansko tvoja črna točka. Na tiste moraš delati, ne? Na tiste moraš delati, ne. Lejte, čisto en tak primer, ne. Naprimer, ko mi spoznamo, mu nalepimo vse lepe stvari, potem začnemo spoznavati človeka, potem vidimo, da to ni, in potem ga začnemo spreminjati na silo in tako naprej. Postavljati pogoje, kaj bo se jedlo, kako se bo oblačilo in tako naprej in tako naprej. No in vse na mojem predavanju imamo zelo veliko poudarka na tem, kako, kakšne meje si postaviti, dokje ja, dokje ne, in pa se zavedati, se bom navezala na to temo prevare. Čim začne en partner gledati, opazovati druge ljudi, to pomeni, da je v tem odnosu nekaj ne štima. In zato sta oba dva zadolžena. Se pravi, zmer je kompenzacija. Ne samo eden, ampak zavedati se moramo pa tudi to, da če jaz ljubim mojega partnerja, da je v zuniji še mogoče 1000 ljudi, ki ravno tako ljubijo to osebo. Ampak to ne pomeni prevara. To pomeni, da je moj partner vreden ljubezni, da je tak človek, da oddaja tako energijo. Tega se moramo zavedati. Ja? Okay. Špela, res sem hvaležna, da boš zdaj počasi z delom začela tudi v Sloveniji. Tako da res super, kaj ti vem, da imaš zelo širok nabor znanja in izkušenj. Zdaj na temu vikendu za partnerstvo, ki bo v Portorožu, neke vaje krmila boš izvajala? Daj nam povej več o tem. Ja, iskali bomo svoj glas. Okay. Ker mi se lahko dotaknemo z glasom. In mi se lahko dotaknemo pač tudi s dotikom, tudi s telesom. Zdaj bomo videli, kaj vse bo dovoljeno na tem vikendu, ampak začeli bomo z dotikom, z glasom. Zelo, zelo, zelo pomembno je, da mi ločimo različne dinamike. Kaj je to dajati, kaj je to sprejemati, kaj je to vzemati in kaj je to dovoljevati. Ker večina ljudi ve, kaj je to dajati in ve, kaj je to sprejemati, mogoče še vzemati, ampak ne vejo pa čisto točen, kako energetsko se to drugače čuti. In tukaj veliko konfliktov lahko nastane. Tako da to se bomo naučili, glas bomo osvobajali. Tako tudi, kot je Edita rekla, če vas bo kaj razjezil, super, ker to, da te nekaj razjezi, to ti v bistvu odpre srce, če te nekaj razjezi. Ti daje energijo, da to spremeniš? Zdaj, glede na to, da smo letos sestopali po kitajskem novem letu v leto tigra, Kitajci imajo en tak zelo lep pregovor in sicer oni rečejo hu hu jou sheng ci. To pa pomeni, da vitalni imajo jezo. Se pravi, v jezi je ogromno vitalnosti, ampak mi moramo jezo znati pravilno uporabljati. Se pravi, če mi jezo samo v bistvu nekako zanikamo, to pomeni, da bo v neko agresijo vam prišla. In veliko ljudi danes komunicira agresivno ali pasivno-agresivno. Jaz ogromen pasivne agresije opažam in tukaj so potem te manipulacije povezane, če mi pasivno-agresivno komuniciramo. Zato se bomo mi učili asertivno izražati. Wow. Špela, ti si nekaj časa tudi živela na Kitajskem, tudi obvladaš v nulo kitajsko, pa bila si zdaj v Angliji, pa zdaj nazaj tukaj. A se pari tako, kaj razlikujejo, ne vem, na Kitajskem, pa v Angliji, pa ne vem, glede na to, kje živijo?
Pari se vse posod razlikujejo, vsi ljudje smo si različni. Jaz sem delala Mislim, v tem kulturnem smislu, a veš, da imaš feeling, kakor, ne vem, slovenski pari se pa predvsem obremenjujejo, ne vem, z takimi zadevami, oni s tem. Vsaka kultura je program. In vsak jezik je program. In tudi naš slovenski jezik nam je ogromno enih programov noter dal. In velikrat ti ne moreš teh programov odložiti, kot odložiš obleko. Te programi so del tebe in dokler jih ti ne ozavestiš in dokler ti ne vidiš, kako te lahko omejujejo v tvojem naravnem jazu, v tvojem duhovnem jazu, ne moreš ti napredovati. Zato jaz pravim, vsaka prava duhovnost zelo, zelo upošteva to, kaj je kulturno, in se v bistvu ne omejuje preveč s to kulturo, tako bom rekla. S čim se recimo, ne vem, Kitajci bolj obremenjujejo, pa se pri nas ne? Imaš kak primer? Ja, Kitajci, glejte, oni nimajo veliko zgodovine monogamnih parov, ne? Monogamija je od tam šele od 1919 nekje, predtem je bilo tam poliamorno vse, a ne? To pomeni, da je dovolj, kakor odprta zveza varianta? Ne odprta zveza, oni imajo zelo strogo, so imeli, merila pač kultura je bila zelo drugačna. Zadeva je takšna, ne? Mi imamo eno kulturo in potem kar posplošujemo in mislimo, da tudi ostale kulture podobno funkcionirajo, ampak žal ni tako, ne? Ogromno enih možnosti je na tem svetu. In mi moramo upoštevati, ker mi recimo kaj naredimo od vzhoda, sploh v duhovnosti. Mi samo to lepo poberemo in potem damo kar to gor nase. Ne, zanima nas pa, kaj je srčika stvari. Kaj je srčika stvari. In kar se tiče recimo pri Kitajcih, oni so mogli nasilno povzeti naše navade, ko jih je v bistvu Zahod nekako z imperializmom seveda, jim je vsilil naše vrednote. Tako da zdaj mi iščemo ta miks. Jaz sem blazno navdušena nad modernim konfucijanstvom. In to ne ta konfucijanstvo, ki ima povezavo z Ljudsko republiko Kitajsko, ampak to, ki se je razvijalo na Tajvanu, to, ki se je razvijalo v Hongkongu. In v praksi to pomeni, da? V praksi to pomeni, da oni so izumili moralno metafiziko. Ker tako, kot je prej Andrej rekel, imamo vrednote določene, ampak v današnjem svetu, izgubljenem svetu Zahoda, veliko ljudi pozablja na vrednote ravno zaradi tega, ker je toliko možnosti. In ni več nezvestobe, ni več, ljudje ne vejo, kaj je prav, kaj je narobe. In zdaj v bistvu ta moderni konfucijanizem se zelo, zelo ukvarja s to moralno metafiziko, kako ti svojo naravo in svojega duha povežeš tudi s tem moralnim sebstvom. Wow, zelo zanimivo. Hvala vsem trem, da smo danes takole mečkeno poklepetali, lahko bi še, in zato bomo imeli cel vikend časa dejansko. V Portorožu se bomo skupaj družili, Edita pravi, da lahko tudi sam prideš, ampak vsekakor je zelo, zelo dobrodošlo, da pridete s svojim partnerjem, ne glede na to, a sta na koruzi, a sta poročena. Skratka, več informacij in tudi program na klepet@kavi.si. Sicer pa so vam na voljo vsi naši gosti individualno, verjetno tudi za kakšne posvete. Edita, pri tebi zagotovo, pri tebi zdaj že tudi. Andrej, ti imaš ogromno predavanj, delaš tudi individualno, 1 na 1? Odlično. Tako da, evo, vsi trije so vam na voljo, pa zagotovo vam lahko pomaga tisti, ki ste ga najbolj začutili. Sledite torej sebi, kot smo pa rekli, tale vikend, partnerski vikend, pa se kmalu obeta. Prijavite se oziroma še prej pogledajte program na klepet@kavi.si.